Danes si bomo pogledali nekaj res zanimivega. Poročilo, ki je, milo rečeno, razburkalo slovenski parlament. Gre za trditve o celi mreži, ki naj bi povezovala politiko, sodstvo in posel. Poglejmo skupaj, kaj se skriva v teh tako imenovanih slovenskih dosjejih. Začnimo z enim vprašanjem. Kaj, če bi ključni javni dokumenti, recimo arhivi, kar izginili? Čez noč. Puf, ni jih več. Sliši se kot nek triler, kaj ne? Ampak verjeli ali ne, točno to vprašanje je v jedru poročila, ki ga danes analiziramo. Poglejmo si časovnico dogodkov, ker je res ključna. Torej, 13. januarja 2026 se na spletu pojavijo precej občutljivi arhivi Ustavnega sodišča. In potem, pazite zdaj, samo en dan kasneje, pa vse do 17. se zgodi nekaj zelo čudnega. Ključni poslovni dokumenti po vsej državi preprosto izginijo, postanejo nedostopni. Naključje? No, avtorji poročila so prepričani, da niti podrazno. In ravno te, recimo jim kar digitalne anomalije, so bile sprožilec za vse, kar je sledilo. Na podlagi teh sumljivih dogodkov je nastal obsežen dokument, predlog za preiskavo, ki je bil predložen državnemu zboru. V tej naši analizi ga bomo, da bo laže, imenovali kar Bellisovo poročilo. Torej, kaj točno je to poročilo? Pomembno je poudariti, to ni nobena sodba, niti obtožnica. Gre za poziv k parlamentarni preiskavi. Avtorji v bistvu pravijo, poglejte, s forenzično analizo javnih spletnih arhivov smo našli vzorce, ki kažejo na obstoj neke mreže. Mreže, ki naj bi iz ozadja vplivala na ključne državne odločitve. Zahtevajo, da parlament to razišče. No, zdaj pa pridemo do jedra, do srca te domnevne mreže vpliva. Kdo ali kaj naj bi bilo v samem centru te, recimo ji kar hobotnice. Poročilo je pri tem zelo neposredno, s prstom pokaže na samo eno organizacijo. Poročilo torej trdi, da v središču vsega stoji ena sama družinska organizacija. In katera je to? Odvetniška družba Čeferin. Da, točno tako. Poročilo jih postavlja v absolutni center, v srce te domnevne mreže. In če pogledamo malo pobližje, hitro postane jasno, zakaj poročilo govori o tako izjemnem vplivu. Imamo ustanovitelja, doktorja Petra Čeferina. Potem je tu prvi sin, Rok Čeferin, ki postane sodnik Ustavnega sodišča. In drugi sin, Aleksander Čeferin, ki je danes predsednik UEFA. To so povezave, ki segajo od najvišje pravosodne instance v državi, pa vse do vrha evropskega športa. Poglejmo si zdaj prvo nit te mreže, ki jo razplete poročilo. In ta vodi naravnost na Ustavno sodišče. Trditve so, da naj bi te povezave segale prav v vrh slovenskega pravosodnega sistema. In kaj je osrednji očitek tukaj? Predvsem navzkrižje interesov. Poglejte, imamo Roka Čeferina, ki je bil pred imenovanjem leta 2016 partner v družinski odvetniški pisarni. In potem imamo sodnico Špelco Mežnar, ki je bila v isti pisarni zaposlena kar 8 let, prednje je bila imenovana prav tako leta 2016. Torej, dva istočasno, zgodovino v isti odvetniški pisarni. Poročilo to izpostavlja kot milo rečeno problematično. Pri tem je zakonodaja, natančneje zakon o Ustavnem sodišču, precej jasna. 12. člen pravi, da se sodnik mora izločiti, če obstajajo okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti. In vprašanje, ki ga poročilo postavlja na mizo, je logično in neizogibno, ali bi se v tem primeru ta dva sodnika morala izločati iz postopkov, ki bi lahko bili kakorkoli povezani z njunim nekdanjim delodajalcem. Dobro, pustimo za trenutek sodišča in se premaknimo na naslednje področje, ki ga poročilo obravnava. To je politika. In sicer, kako naj bi ta domnevna mreža vplivala na ključne strateške točke po državi. Poglejmo si. Poročilo se osredotoča na 3 mesta, ki niso izbrana naključno. Maribor, kjer je sedež Nacionalnega kontejnerskega podatkovnega centra. Koper, kjer imamo edino slovensko pristanišče, Luko Koper. In seveda Ljubljana kot prestolnica in center oblasti. Ideja poročila je preprosta. Kdor ima vpliv v teh 3 vozliščih, ima dejansko v rokah ključne vzvode nacionalne moči. Poleg tega pa poročilo pod drobnogled vzame tudi nekatera srečanja na najvišji ravni. Recimo srečanje predsednika vlade z županom Maribora marca 2024 ali pa obisk predsednice republike pri županu Kopra.
In tu se postavlja vprašanje, so to zgolj rutinski delovni obiski ali pa se je v ozadju morda dogovarjalo kaj več, recimo o vplivu ali nadzoru nad strateško pomembnimi podjetji. Poročilo odgovora ne daje, a to vprašanje visi v zraku. V redu. Videli smo očitke, videli smo povezave. Kaj pa je rešitev? Kaj pravzaprav avtorji poročila sploh predlagajo? In kaj je, po njihovem mnenju, v resnici na kocki za celotno državo? Ključni predlog, in to je treba res poudariti, je uradna parlamentarna preiskava. Poročilo samo po sebi ne obsoja nikogar. Je zgolj poziv, naj se trditve temeljito preverijo. Torej, naj parlament ustanovi komisijo, ki bo prišla do dna in na koncu jasno rekla, ali te trditve držijo ali ne. In ne gre samo za nek splošen poziv. Predlog je zelo, zelo konkreten. Govorimo o ustanovitvi 15-članske parlamentarne komisije, o dodelitvi proračuna v višini, pazite, 1 milijona evrov in o časovnem okviru 30 tednov za izvedbo preiskave. Vse je torej natančno določeno. In zdaj, morda najbolj presenetljiv, če ne kar šokanten del celotnega dokumenta. Avtorji so priložili celo lastno oceno možnih izidov preiskave. Po njihovem mnenju obstaja kar 65% verjetnost, da bi preiskava razkrila sistemski kriminal, 30% možnosti naj bi bilo za sistemske pomanjkljivosti in le pičlih 5% za to, da gre zgolj za manjše težave. To je, roko na srce, izjemno drzna trditev. Na koncu dneva, ko potegnemo črto, ugotovimo, da tu ne gre samo za posamezna imena, funkcije ali podjetja, gre za nekaj precej globljega. Gre za vprašanje zaupanja. Zaupanja v delovanje države in njenih inštitucij. In ko je to zaupanje enkrat omajano, se pojavi tisto najtežje vprašanje. Kako ga sploh lahko zgradimo nazaj? To je misel, s katero zaključujemo tole analizo.